zdaj pa bi vam na kratko predstavil še nekaj posebnih poudarkov, ki izhajajo iz sistemskih sprememb, ki so predlagane v našem programu in zadevajo tako gospodarsko rast, kot tudi pravičnost, posledično tudi nova delovna mesta v gospodarstvu. Njihov cilj pa je tudi bolj pravično porazdeliti bremena slovenskih davkoplačevalcev. Mislim, da ste te predloge videli tudi tukaj za mano, vsaj upam. Zdaj, prvi tak ukrep je, da bodo vsi, ki zaslužijo na mesec do 1000 evrov bruto, spremembo davčne politike, dohodninske lestvice razbremenjeni in bo tako njihova plača večja za 50 evrov vsak mesec. Zdaj, vsi mladi, ki bodo uspešno zaključili šolanje, bodo dobili avtomatično pravico do plačanega oziroma štipendiranega pripravništva v višini 300 evrov na mesec. S tem ukrepom želimo dodatno tudi vsaj omiliti odliv možganov oziroma beg možganov v tujino, o kateri je prej govoril Damjan. Za 200 evrov na leto na otroka bomo razbremenili družine. Vsi učenci od 3. razreda osnovne šole dalje, pa tudi vsi dijaki bodo dobili brezplačno uporabo tablične računalnike. Ne bo več obveznih delovnih zvezkov. Vsako gospodinjstvo bo razbremenjeno za 50 evrov na leto zaradi znižanja RTV naročnine za tretjino. Upokojencem bo omogočen nakup vozovnic za medkrajevni javni potniški promet pod enakimi pogoji, kot so zdaj dostopne dijakom in študentom. Zdaj, to je 5 neposrednih ukrepov, s katerimi razbremenjujemo slovenske davkoplačevalce in pravičnejše porazdeljujemo bremena krize. Hkrati obljubljamo, da v naslednjem mandatu ne bo nobenega davka na nepremičnine, ne bo znižanja pokojnin, odpravljena bo prekomerna obdavčitev za vse dnevne migrante, ki hodijo iz Slovenije na delo v Avstrijo in drugam sosednje države, in ukinjene bodo zloglasne prevoznice. Zdaj, dodatni splošni viri financiranja, ki so potrebni, deloma za zmanjšanje javnofinančnega primanjkljaja, deloma za financiranje teh ukrepov, ki sem jih zdaj naštel, so naslednji. Sredstva od prodaje državnega premoženja bomo namenili za 2 stvari. Prvič za postopno zmanjšanje javnega dolga in drugič za finančno podporo oziroma razbremenitev podjetjem. Po prenehanju delovanja slabe banke bomo zbrana sredstva vrnili davkoplačevalcem. Razpisali bomo mednarodno koncesijo za upravljanje z avtocestami in s temi sredstvi gradili avtocestne projekte, ki jih ni mogoče bilo zajeti z avtocestnim križem. Odpravljeni bodo vsi neupravičeni privilegiji in ta denar bo namenjen za okrepitev socialnega varstva. Del sredstev bomo pridobili tudi s pocenitvijo oziroma racionalizacijo delovanja države. Tako bo racionalizirana birokracija in administrativni del javnega sektorja. Hkrati pa bomo okrepili podhranjeni storitveni del javnega sektorja v zdravstvu in v socialnem varstvu. In racionalizirali bomo javna naročila in to s tem, da bo vpeljana neposredna odgovornost naročnika. To so še nekateri posebni poudarki našega programa, ki jih predstavljamo danes.